Torej, kot vidite, imamo tako bleščičaste kot tudi mat opcije in to je dobro, ne? Ker mogoče nam pa bleščice tekom celega leta vendarle ne odgovarjajo, paletko imamo pa za kar nekaj časa, a ne? Kar pomeni, da lahko res kombiniramo tako in drugače. Barve so tako hladne kot tople, tako da na nek način za vsakega nekaj bi lahko rekli, a ne? Kaj ste pa vidve dotično uporabili s te paletke, bomo kar pokazali, a ne? Tako, evo, jaz sem šla kar na tole bolj zlatkasto barvo, ta je v bistvu edina, recimo, da je edina bolj top odtenek v tele paletki in sem vedela, da če bom dala rdečo šminko in črn eyeliner, bom mogla nekaj dokaj nevtralnega, ampak še vedno ekstra z bleščicami, tako da sem šla na to zlato. Ti si ga uporabila, ali je tako, da si ga v bistvu nanašala čez črno črto? Ja, dober trik je čez črno črto, tako da v bistvu najprej si narišeš s črnim eyelinerjem in potem samo malček dodaš bleščič, tako da je nekaj novega, ker črno črto lahko res za vsak dan v bistvu uporabimo. Nekateri jo dejansko vsak dan narišejo, tako da če hočeš nekaj dodati, tele bleščičke. Bili, kako pa si ga uporabila ti? Jaz sem ga nanesla na sredino veke, torej v bistvu je vsestransko uporaben, da dodam še malo več bleščic tisti paletki, ki je že tako pigmentirana, da se bojo oči sijale in bojo opazne. Jaz sem danes uporabila tale BB kremov primer, torej kot podlaga sem pol nanesla še korektor, da malo bolj prekrije mogoče te podočnjake, kakšne imperfekcije in podobno. Je pa tudi zelo dober za čez dan, za vsak dan, ker ima notri SPF. Sonce vedno je, tako da je zelo praktičen. Naj povem, da obstaja ta BB krema v 2 odtenkih, tako da boste seveda lahko prilagodili. Alja, kakšna je bila tvoja izkušnja? Ja, jaz sem tudi uporabila tole z primerjem. Ta Anti-Ata je bolj primerna za zrelo kožo, tako da zaenkrat se držim še tele s primerjem. Dobro je, ker kot pove ime, ima notri tudi primer, tako da ne rabiš 2 različnih produktov. In jaz sem itak kot vedno bolj pristaš BB krem, ne uporabljam pudra, ne vem, načeloma, kar sem probala, mi je vedno preveč izsušilo kožo, tako da s tem sem bila zelo zadovoljna, ker mi je dalo lih pravo prekrivnost, ker imam dokaj veliko različnih pigmentov v koži, pa malo sem rdeča, pa malo je plavo, tako da je vse lepo poenotilo. Pa višji faktor, zaščitni faktor ima, ker vemo, da sonce tudi povzroča gubice, tako da to je super. Ja, v bistvu je kot da bi imel neko doma kremo, ki je primerna za negovanje gubic, tako je ta BB krema primerna za negovanje gubic. Če hočeš negovati čez dan, pa imeti še nek lep make-up in lepo nahranjeno kožo, mislim, kdo ne bi hotel 2 v enem. Mogoče, če kdo ne razume, ker je Anti-Ata po italijansko anti-age, ne? Isti prevod. Tako. Mislim, jaz glede na črto, ki si jo naredila, ne bi nikoli pomislila, da to počneš bolj poredko. No, sicer tukaj zdaj vidimo tudi super prikaz, kako si naredila črto in potem še dodala piko na i, to je seveda nanos maskare, ja. Tukaj pa torej lahko vidimo, da gre za črtalo za oči, ki je v stiku, ampak kar je zelo pomembno, konica na koncu je zelo ostra. Ostra, res si lahko natančen z njo, plus to, da je res močne črne barve. Sem že uporabljala kdaj kakšen eyeliner, ki ga naneseš, pa se ti zdi, kot da je malo prosojno in pol moraš iti več pasti čez in mimo grede se zmotiš. Ta je res bila dovolj ena črta, oziroma jaz sem potegnila črto, pa pol sem malo povezala, malo pobarvala, kar je bilo luknje vmes, kar pač, ko sem naredila kot en trikotniček, in je bilo v bistvu to tono, ni da je bila neka prevelika umetnost, da ne bi kdo zmogel. Lahko tudi zmešaš z kremo za telo. Kar bomo zdaj le videli, a ne? Ja, tako sem pokazala. Mislim, meni je to super, no, tudi po nogah lahko namažeš, ne samo po dekolteju. Zdaj nismo nič odprte, tako da ne morem dejansko. Ampak smo že prej povedali, da je to izdelek za celo leto. Ja, celo leto, ja. Idealen je tudi recimo v bolj poletnih dneh, ko torej želimo še dodatno poudariti ten naše kože. Sicer pa osvetljevalci, to je zdaj ena skrivnost, ki jo bom zaupala, zelo lepo poudarijo tudi oprsje. Če ga nanesemo v ta kotiček, to se pravi v ta kanalček, vse veste, kaj mislim, ne? Idealen je, zato ker nekako optično poveča tudi naše oprsje. Oziroma ga naredi bolj bohtečega. Za lepe decembrske dekolteje, drage dame. Za lepe decembrske dekolteje. Oblika ščetin je nekako v tej obliki peščene ure, kar je super pri samem nanašanju, ker nam gre res na živce, kadar je maskara še kje drugje kot na trepalnicah. Hkrati deluje tako
deluje na volumen, kot tudi na dolžino trepalnic. Odlično je. Kaj vidve najprej pogledate, ko izbirate maskaro? Jaz sem rada tak debel, gost čopič, ampak da ni predebel, ker če ne pa je pol nanos tak prenakopičen. Mislim, da je ta odlična debelost za nanos dolgih in gostih brez grudic trepalnic. Ja, da se ne staknejo skupaj v bistvu. Ja, da se ne sprimejo, ja, razumem. Ja. Res ima tako lepo pršilo, da se ti make-up ne bo stopil dol iz obraza, medtem ko si ga boš nanesel, ker nekateri imajo, rečejo, kot kamelic, špric, pljunek. Ja, kaplje predebele. Ja. Če špričaš preveč od blizu, se zna zgoditi, da se ti potem make-up kar lahko stopi dol. Vidimo zdaj recimo Bili, z kakšne dolžine približno je ona Tako, špricala, ne? kar ene dobre 30 centimetrov. Ja. Ker res sicer je lahko efekt v kontra, ne? Kar pa tudi ni okej. Rdeča šminka je res pika na i, še posebej v decembru. Ja. Tudi ti jo nosiš? Ja, seveda. To ni na ključe? Ne. Pravijo, da rdeča šminka da tisto zapeljivo, moški vidijo ta seksi pil, ženskam da moč in samozavest. Zanimivo, ne? Kaj naredi ena rdeča šminka in mogoče še tako... Čak, da vam jo pokažem. Ja, dej. No, malo smo jo že videli, glede na to, da smo z njo namazane. Je pa super, da jo seveda vidijo tudi vsi tisti, ki nas spremljajo. Fearless, neustrašna. Mislim, že to ime veliko pove o tej šminki. Res je. Ampak smo dokaz za to, da če je pododtenek rdeče šminke pravi, pravzaprav ni omejitve za rdečo šminko. No, ko smo ustvarjali rdeč odtenek šminke, smo gledali, da odzamemo oranžne pigmente, da tudi naše zobe ne obarva rumeno in pa da res ustreza vsakemu podtonu kože, kot vidite, svetle, temnolaske, tudi tebi, meni.